Pozdravljeni in dobrodošli nazaj v novi DIY. Ime mi je Filip in danes bomo izdelali to čudovito stensko polico. Danes uporabljamo kovino in les. Kljub temu za to polico potrebuješ le 3 materiale: navojne palice, pravokotne cevi in lepljen les iz bora. Kot vedno najdeš potrebne materiale in orodja spodaj v navodilih za izdelavo. Tako naj bi regal na koncu izgledal. Začnemo pa s krajšanjem kvadratnih cevi z metalno tračno žago. Ko so vsi kovinski deli skrajšani, lahko odstraniš robove in označiš vrtalne točke. Za navoj M3 imamo 4 luknje. To pomeni, da najprej izvrtamo luknjo s premerom 2,5 mm in nato z navojnim rezilom urežemo navoj M3. Preostali 2 luknji najprej s stopničastim svedrom razširimo na 1 cm, na zadnji strani pa izvrtamo še 6 mm luknjo. Ta bo kasneje služila za nosilec. Montažne luknje so izvrtane skozi celotno kvadratno cev. Zdaj vzamemo stopničasti sveder in izvrtamo sprednjo luknjo, tako da se držalo nastavka in vijak prilegata skoznje, vijak pa se prilega le zadnji površini kvadratne cevi. Sedaj z rezalnikom navojev urežem navoj M3 v luknje velikosti 2,5 mm. Tako, prilega se. S tem so kovinski deli končani in lahko začnemo z lesenimi deli. Začnemo s tem, da odrežemo police in zato uporabimo potopno žago. Zdaj bomo na vsaki polici izrezali 2 zarezi za kotne cevi. Namestili jih bomo 50 mm od zunanjega roba z vbodno žago. Ko so zareze narejene, poravnamo 3 deske in izvrtamo 2 4 mm luknji za navojne palice. Za nosilce polic sem na spodnji strani širino žaginega lista izžagal 2 mm globok utor, da bodo police varno na mestu. Police sem zbrusil in privijačil nosilce polic, sedaj pa bomo polico obesili.
Kdaj je vodoravno? Mislim, da bom na polico postavil fotografijo Dantesa in Jenny. Napiši mi v komentarje, kaj bi ti postavil na svojo polico in se tega preprosto loti. Zmoreš to!